Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v nocojšnji oddaji Dober večer, gospod predsednik, je z nami predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh. Dober večer, gospod predsednik. Veseli smo, da ste se tudi v teh za vas zelo aktivnih, najbrž zelo težkih časih nekako odzvali na naše povabilo in si vzeli čas in prišli. Ja, z veseljem se udeležil tega dogodka, predvsem pa to, ker je to v Velenju. Velenčan ste po duši, po rodu. No, jaz rečem, ko me nekdo vpraša, če sem Velenčan, pravim, da z rodovnikom, ker mama je Škalčanka, oče je Škalčan, mama je Gabrečanka, tako da sem res imam korenine v tej dolini. Kje ste bili doma kot fant, kot otrok? No, jaz sem bil vedno doma tam ob reki Paki, kateri se sedaj živim in imam svoje podjetje in seveda moram reči, da sem ponosen Velenčan. Oče in mama sta bila tista, ki sta vam vdahnila po eni strani ljubezen do mesta, do kraja, oče pa gotovo ljubezen do poklica. No, mama je bila vse skozi gospodinja, to, kar je bilo v tistem času navada. Oče je bil obrtnik. Naša obrtna dejavnost ali dejavnost izvira že leta 1937, tako da smo mi vse skozi živeli z obrtjo. V naši družini, seveda, rodil sem se pa v družini kot 4. otrok z 5 otroki. Nekako ste prevzeli potem za očetom mizarsko delavnico. Vas je ta obrt navduševala že kot otroka? Kako vas je oče navdušil za to? Moram reči, da niti ne. Moje otroške sanje so bile, da bom avtomehanik. Potem pa v življenju prenesel drugače. Me je oče prepričal, da sem šel na mesto se učiti za avtomehanika, s katerim sem bil že dogovorjen, sem šel v mizarsko delavnico. In moram reči, da mi danes za to ni žal. Vas ni nikoli potegnilo, če vemo, da je bilo Velenje res rudarsko mesto, da so bili rudarji dobro plačani, obrtniki pa najbrž nikoli zelo dobro. Vas ni nikoli potegnilo, da bi šli v rudarske vode? Moram reči, da sem živel v takšni družini. Oče je nam dajal vzgled, da pač se da tudi drugače denar zaslužiti. Moram reči, da nikoli in nikdar niti nisem pomislil, da bi šel v kako drugo službo, kot pa da sem opravljal to dejavnost, katero sem se tudi kasneje izučil. Kako se je potem ta dejavnost širila? Najbrž ste vložili veliko dela, veliko truda, da je danes dejavnost, ki sta jo prevzela vaša sinova, takšna, kot je. No, zadovoljen sem, da ta dejavnost se nadaljuje. Seveda z očetom vsak oče, ko preda svojo dejavnost, želi, da se dejavnost nadaljuje, da se nadgrajuje, da pride do novih tehnologij, do novega znanja in to moram reči, da to sem vse skozi počel, tudi zgradil novo halo in seveda danes moram s ponosom reči, da sem ponosen na svoja 2 sinova in seveda tudi na ženo, da ta dejavnost dejansko uspeva in da sta se sinova znašla v tem, da ne bom rekel, krutem gospodarskem svetu, da znata in seveda, da delate doma po Sloveniji in delate tudi za kooperanta v Avstriji. Gospod Branko Meh, povejte nam, kakšno je bilo takrat življenje za obrtnike v tistem obdobju, ko je delal recimo vaš oče in potem, ko ste prevzemali vi? Je bilo težko? No, jaz moram reči, da morate vedeti, da smo prej živeli v neki drugi skupni državi, ureditev je bila drugačna, manj je bila naklonjena obrtništvu, zasebnemu delu, bolj v ospredju je bilo veliki sistemi in seveda Velenje je raslo. Ko je raslo Velenje, je tudi raslo Gorenje, Premogovnik, Vegrad in vse te ostale velike podjetja. In kasneje se je tudi razvijalo tudi obrtništvo, ker ta velika podjetja so tudi rabili svoje podizvajalce ali kooperante. To smo bili pa predvsem ti manjši obrtniki in podjetniki, seveda pa do tedaj do nekih velikih poslov kot samostojni podjetnik enostavno nisi mogel priti, lahko si prišel samo kot podizvajalec pri teh velikih sistemih.
Ste po značaju trmasti, vztrajni, odločni? No, to pa moram reči, se nekaj zadam, to ponavadi tudi izpeljem. Zelo redko, kdaj se mi dogodi, da ne izpeljem tisto, kar sem si zadal. To je pa tudi moja motivacija, da si ne zadanem tistega, kar vem naprej, da je nemogoče izpeljati, tisto, kar pa vem, pa sigurno izpeljem. Če rečeva, da vam je obrtništvo v krvi, vam je v krvi tudi gasilstvo? No, to istočasno kot obrtništvo, moram reči, da v krvi. Rodil sem se tudi, da tako rečem, v gasilski družini, oče je bil gasilec in tudi moji bratje in so bili gasilci, tako da sem se tudi nekako motiviral v tej smeri. Lahko rečem, da sem gasilec že od svojega 8. leta, sem že dobil za 60 let gasilstva, sem tudi višji gasilski častnik, vse skozi sem tudi aktivno sodeloval pri gašenju in seveda tudi pri reševanju prometnih nesrečah, tako da sem usposobljen tudi za reševanje v najtežjih pogojih in seveda usposobljen tudi za oživljanje. Gasilce imamo posebej v srcu, tudi zaradi njihove požrtvovalnosti in tudi te dobrodelnosti. Tega se človek navzame in potem najbrž vse življenje ostane takšen. No, jaz moram reči, da verjetno je že to ti prirojeno, oziroma da je to živiš v družini, ali pa dajejo ti gasilci vzgled za svojim dobrim delom, da želijo pomagati sočloveku in te to nekako motivira, da se vključiš v gasilske vrste in seveda, da deluješ v teh gasilskih vrstah. To se mi zdi izredno pomembno, da je tudi sporočilo mlajšim ljudem, katere moram reči, da se kar v velikem meri vključujejo v gasilske vrste. Prej, ko sva se pogovarjala, ste se malo pohecali, da je človek lahko gasilec, nič ne dobi plačano, ampak mora celo sam plačati, da je to lahko, a ne v teh gasilskih vrstah. Ja, moram reči, da je gasilska organizacija pač takšna, da moramo plačevati članarino za to, da lahko pomagaš soljudem, ampak nič hudega. Glejte, jaz pravim, da če si član neke organizacije, tudi prav, da nekaj za to prispevaš. Kaj vam je še zaznamovalo mladost? A so bili to tudi smučarski skoki? Ja, moram reči, da v Velenju poleg gasilerije so bili tudi smučarski skoki. Jaz moram reči, da sem zelo aktivno sodeloval v smučarskih skokih, sem bil tudi nekaj časa v mladinski državni reprezentanci. Pač na te čase se zelo lepo spominjam. Moram reči, da sem tudi v čas mi je, da sem skakal tudi na Bloudkovi velikanki, se pravi 120-metrski. Žal pa moram reči, da mi je zmanjkalo 1,5 metra, da bi priskočil 100-metrsko znamko. Tako da bil sem kar vrsto let tekmoval v smučarskih skokih z temi prijatelji, se pravi Putgar, Zupanc, Drago in ti Velenčani, kateri so bili moji prijatelji v tistem času, kar se dotika športa. Če zdaj takole na hitro sestavim vse tisto, kar ste nam povedali, kje ste delali, to vas je najbrž oblikovalo tudi osebnostno, da ste bili vztrajni, da ste bili predani in to vas je zaznamovalo potem tudi kasneje v vašem nadaljnjem življenju. Seveda, vse to, da pomagaš ljudem, da se udejstvuješ v športu, da si navajen delati, da živiš v okolju, katere te so naučili delati, se pravi v družini taki, vse to te krepi in potem te izoblikuje v nekega, bi rekel, človeka takega, dostojnega človeka, če lahko tako rečem. Koliko pri tem pomaga družina? No, brez družine se enostavno ne znaš razlagati. Družina je zelo veliko ti v pomoč in če družina ne stoji za tvojimi temi idejami in seveda vse to, kar bi želel v življenju početi, če ti ne daje za to spodbudo ali za tem stoji, potem je to brez veze. V obrtništvu ali pa vseh drugih je tako, ali v športu ali kjerkoli, da ti mora družina pomagati. Ukolikor ti ne pomaga, da pač družina ne zastoji,
ti ne stoji na strani, potem tudi, moram reči, uspehi izostanejo. In verjamem, da so vas vaši domači žena, otroka podprli najbrž tudi takrat, ko ste se začeli udejstvovati v stanovskem cehu, torej obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. No, jaz moram reči, da sinova sta bila navdušena, žena pa ne najbolj. Žena je prvo nasprotovala, seveda pač normalno je videla, da še imamo kaj druga za početi doma, kakor pa zgolj še nekaj drugega zraven, da počnem, katero sem že bil polno obremenjen. Ampak danes moram reči, da mi vsi stojijo ob strani in sem zadovoljen za to. Pa preden pogledava zdaj vaša leta predsednikovanja tej veliki stanovski organizaciji, začeli ste najbrž tukaj, lokalno, kot se udejstvovati v lokalni obrtni zbornici. Seveda, tedy, ko sem jaz začel tu sodelovati v obrtno-zborničnem sistemu v Velenju, v Velenjski zbornici, tedy je bilo članstvo obvezno. In povabili so nas na kakšna takšna zborovanja, na sestanke in vse. In tedaj si dobil občutek, da je pa to neka organizacija, da je prav kot obrtnik, da se vključiš v to organizacijo. Potem, ko si to deloval, bil sem povabljen na par sestankov in seveda kar kmalu sem bil izvoljen v upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Velenje. Kakšno je bilo takrat stanje obrti in podjetništva v Velenju, glede na to, da ste že rekli, da se je Velenje nekako bolj razvijalo v tem velikem gospodarskem sistemu? No, glede na to, da pač je Velenje se razvijalo, večji poudarek je bil na velike te gospodarske sisteme, manjši poudarek je bil na teh manjših obrtnikih in podjetnikih. Seveda se zato je tudi nastala obrtna zbornica tedaj, da je pomagala obrtnikom in podjetnikom pri razni zakonodaji, izobraževanju in seveda pri teh težavah, kateri so pri raznih pogodbah in vse to. Tedaj so obrtniki začutili, da potrebujejo svojo organizacijo, ravno zaradi tega, ker smo čutili, da smo malo zapostavljeni. In da vas najbrž ni bilo veliko in to povezovanje ljudi z enakimi idejami je pomembno. Ja, seveda, gledajte, v tistem času, ko smo bili, je bila obrt prej izjema kot pravilo, nas ni bilo toliko, ampak moram reči, da kasneje se to krepiš v tem, pa tudi neki. Tudi oče je bil moj vse skozi deloval v tem obrtno-zborničnem sistemu preko v združenju. Bil je tudi delegat v Ljubljani se strani v tej regiji, tako da mogoče tudi tu bila neka motivacija. V Velenju ste potem dobili en tak lep dom, v katerem ste se najbrž tudi lahko družili podjetniki? Ja, seveda, mi smo imeli prej, Ivo Gologranc je bil, se pravi, predvsem začetnik tega, se pravi, te zbornice. Imeli smo na Fojtovi svoje prostore, kasneje smo jih prodali, kupili smo hišo tu zraven, v kateri smo še zdaj in seveda smo jo tudi obnovili. Tudi v zborničnem sistemu oziroma v zbornici v Velenju je bilo tako, da času gradnje nismo dobili dobenih sejnin in nič in vse smo s svojim delom, svojim znanjem in svojim denarjem vlagali v ta obrtniški dom, kateri še sedaj stoji in seveda, ko se še sedaj obrtniki in podjetniki družimo v njemu. Služi svojemu namenu? Ja, seveda, služi in sem prav ponosen na ta dom, na naše obrtnike tu v Šaleški dolini. Koliko let je bilo članstvo obvezno? Torej vsak je bil obrtnik, je moral plačati članstvo. No, do leta 2013 je bilo članstvo obvezno, se pravi vsak, kateri je imel dejavnost, katera je bila podobna na obrt in na obrti podoben način, je bil obvezen, da se je včlanil, da je bil včlanjen v to obrtno zbornico Slovenije ali obrtno-zbornični sistem. In ko vi prevzamete predsednikovanje, ta obveznost ugasne. No, jaz moram reči, da ravno leta 2013 je ta obveznost, so pač nekako država je nam odvzela to. Smo prišli na prostovoljno članstvo, seveda ni bilo več tako, kot je bilo. Glede na to, da pač sem
neko vodstvo je tedaj odšlo iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, potem so bile nadomestne volitve. Dobil sem poziv, če bi kandidiral, moram reči, da sprva sploh nisem bil navdušen, nikoli nisem razmišljal, da bi prevzel vodenje tako velike organizacije kot ta. Kasneje pa sem dobil nekaj pismo zaposlenih na Obrtno-podjetniški zbornici, da me prosijo, da naj se odločim za to. No. In to je bil povod, da sem se odločil, da sem sprejel kandidaturo. In seveda potem sem dobil te volitve in sem bil eno leto, se pravi od leta 2013 pa do leta 2014 kot podpredsednik zbornice in sem vodil to zbornico. Kaj je to pomenilo po eni strani za vas, za družino? Velenje in Ljubljana sta le narazen, a ne? Včasih rečemo, da Ljubljančani poznajo stvari do Trojan, od Trojan proti Štajerski pa bolj malo. In zdaj kar naenkrat pride nekdo iz, če rečem tako grdo, obrobja v Ljubljano in začne po svoje in na svoj način delati. No, moram reči, da ni bilo enostavno prevzeti te vajeti. Bilo je pa tako ali karkoli rečem, vse sorte po domač bom rekel, tako da je bilo kar veliko dela. Lahko pa rečem, da sem imel veliko srečo, da sem si izbral pravi upravni odbor in seveda, da sem si izbral pravega generalnega direktorja, s katerim dobro sodelujemo in pot smo lahko premagovali tudi take, bi rekel, skoraj nemogoče zadeve, da smo jih lahko premagali in seveda potem smo nadaljevali z tem. Seveda pa ni bilo enostavno priti nekje iz drugega konca Slovenije in postavljati nekaj na svoja mesta. Funkcija predsednika Obrtno-podjetniške zbornice ni profesionalna oziroma opravljate jo profesionalno, niste pa tam zaposleni. To pomeni, da dajete tudi tukaj na nek način, tako kot pri gasilcih, svoj čas, svoje znanje. No, moram reči, da nisem zaposlen na Obrtno, dobim neko nagrado. Seveda pa tudi mojo predsednikovanje sem si zamislil malo drugače. Tudi kolegi so rekli, ni potrebno tam dosti, da si enkrat na teden v Ljubljani, ampak moram reči, da če hočeš delati, če hočeš biti pravi predsednik te organizacije, moraš biti skoraj vsak dan v Ljubljani. In imaš vsak dan kaj početi, vsak dan so neki sestanki, vsak dan so neki dogodki, vsak dan se moraš srečevati z ministri, jim dopovedovati, kaj je potrebno narediti v obrti in podjetništvu, tako da verjemite mi, dela je več kot dovolj. V kakšni kondiciji ste prevzeli zbornico? Moram reči, da ne bom rekel, ne v preveč dobri kondiciji. Ne. In potem smo vse to postavljali na pravo mesto in danes moram reči, da je zbornica funkcionira v redu. Dober, ne, kar sem že dejal, da ko sem prevzel zbornico, je imela 3 milijone minusa, danes pač zbornica ima, poslujemo pozitivno kljub prostovoljnemu članstvu, kar si štejemo kot velik uspeh. Mogoče preden se lotiva trenutne situacije, ki je za obrtnike in male podjetnike zelo težka, zelo huda, nekaj besed o sami organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, mogoče nekaj o zgodovini, nekaj o razlogih takrat za nastanek. No, glede na to, da smo decembra praznovali 50 let Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se pravi, da je naša zbornica že 50 let obstaja. Seveda pa zbornica ni začetek pred 50 leti, tudi prej se je začela z raznimi obrtnimi društvi, združenji in kasneje je nastala obrtna zbornica in kasneje se preimenovala Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Danes moram reči, da kljub prostovoljnemu članstvu imamo 25.000 članov, nekaj več. In seveda združujemo 62 območnih zbornic in 30 branžnih sekcij na sami krovni organizaciji. In izredno vesel sem, da vsako leto
beležimo večje število članitev v našo zbornico, to se pravi, da zbornica gre v pravo smer, da dela za obrtnike in podjetnike in to lahko rečem, da bomo tudi počeli tudi v bodoče. Kakšna pa je tista največja in osnovna razlika med obrtnikom in podjetnikom? Glejte, pravzaprav ni dobene neke razlike med obrtnikom in podjetnikom. Gre se v statusu, samostojni podjetnik odgovarja vsem svojim premoženjem, DOO, se pravi družba z omejeno odgovornostjo, že samo poveze omejeno odgovarja, ampak kljub temu bistvene razlike ni. Nekateri ne ločijo, ne samo zaposlene, ampak pa tudi samostojne podjetnike, katere zaposlujejo. Samo zaposleni so tisti, kateri so v svojem podjetju sami delajo, so pa tudi samostojni podjetniki, kateri imajo zaposleni, ti so pa skoraj popolnoma enaki z gospodarskimi družbami. Kaj pomeni za vse te ljudi krovna organizacija? Kaj jim nudi? To, kar sem dejal, pred 50 leti so obrtniki ustanovili obrtno zbornico, tedaj so zapisali svetovanje, izobraževanje in zastopanje. To je še tudi današnje naše vodilo, se pravi, predvsem veliko pozornost dajemo svetovanju, izobraževanju in zastopanju gospodarskih interesov pred oblastjo. Se pravi, svetovanje, moram reči, da tu imamo svetovalne službe, katere vsakodnevno svetujejo obrtnikom in podjetnikom pri njihovih raznih težavah in seveda, da ne rečem vsakodnevno ali pa vsak teden, pa skoraj imamo neko izobraževanje na področju, ko pride neka nova zakonodaja, ko pridejo neki novi ukrepi, vse to organiziramo, to izobraževanje in seveda, da ljudem povemo, kako se je treba ravnati po teh novih zakonah, kateri so sprejeti, predvsem pa tudi zdaj v tem času, ko je prisoten koronavirus. Koliko vpliva, koliko pod kontrolo, če tako rečem, ima krovna organizacija na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic? Gre za samostojne subjekte in potem samo medsebojno dogovarjanje? Ja, pogledajte, to, kar sem prej dejal, 62 območnih zbornic, to so sicer samostojne pravne osebe, ampak se združujemo v krovno organizacijo, to obrtno-podjetniško zbornico Slovenija in seveda združuje tudi 30 branžnih sekcij, branže, katere pokrivajo vse dejavnosti. Združujemo se v skupščino, skupščina ima 92 poslancev, to se pravi 62 iz območnih zbornic in 30 poslancev iz sekcij. Tako da ti v bistvu potem odločajo, kako in kaj bo zbornica, v katero smer bo zbornica šla. Pravite 30 strokovnih sekcij, koliko so te sekcije pomembne za obrtnike in podjetnike? Seveda, to so izredno pomembne. Zakaj? To so sekcije, naprimer, zdaj, ko vidite, ima problem sekcija avtoprevoznikov. Sekcija ta ukvarja samo z avtoprevoznike. Potem je druga sekcija, lesarska sekcija, se ukvarja z temi problemi, kateri imajo lesari. Avtoremontna sekcija. Potem vse te sekcije, ki so steklarska sekcija in trgovinska sekcija, sekcija tekstilcev, vse te sekcije obravnavajo specifično tiste dejavnosti, za katere so postavljene. In oni tudi najbolje vedo, kaj je treba postoriti za te obrtnike in seveda, v katero smer je treba tudi zakonodajo peljati, da bojo lahko bolje delali. Če ste nam povedali, koliko je vključenih podjetnikov in obrtnikov, rekli ste 25 000, a imate podatek, koliko pa je vseh registriranih obrtnikov in podjetnikov v Sloveniji, recimo za primerjavo z gospodarstvom, kolikšen odstotek predstavljate obrtniki? Glejte, imam podatek, okoli 67 000 je obrtnikov, katere delajo na obrtni način, zaposlujejo 223 000 ljudi, potem so še pa to mikro in mala podjetja, teh se mi pa zdi, da je okoli 37 000. Glede na vse te podatke, ki ste nam jih povedali, pomeni, da ste obrtniki, podjetniki, mali podjetniki
en ogromen segment v sklopu celotnega gospodarstva v Sloveniji. Ja, podatek po tem statističnem uradu, to ne po našem podatku, ampak statistični urad, da je v Sloveniji 99% malega gospodarstva, se pravi, da pač smo dejansko pomemben del v slovenskem gospodarstvu in zato velikokrat rečemo, da si zaslužimo posebno pozornost se strani vlade. Pa jo imate? Včasih imamo, včasih več, včasih manj, tako da je odvisno, na katerem področju želimo, seveda pa država gleda na svoj proračun, pač nismo zadovoljni z prevelikimi prispevki na plače. To moram reči, da smo v Evropi imamo največje, zato bi želeli, da se te prispevki znižajo. In tukaj spet stopi na svojo funkcijo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ko ste najbrž tudi pogajalec z vlado, ko pridejo podjetniki, obrtniki, ko si želijo vaše pomoči. Vsak sam ne more se pogovarjati in tukaj je mogoče stanovska organizacija tista, ki je potem ta pravi pogajalec v odnosu do vlade. No, lepo ste to dejali, vsak posameznik dejansko zelo težko pride do ministra, do predsednika vlade, ampak organizacija, katera ima za sabo 25.000 članov, verjemite mi, da teh problemov več nimamo. Sprejme nas tako ministri, katere pač potrebujemo, da mu povemo svoje težave, tudi predsedniki vlad nas sprejemajo, tako da ne zato, da bi jim bili tako všečni, ampak smo se pravi polno številno, obrtniki in podjetniki zaupajo v to organizacijo in mi jim moramo tudi za to nekaj vrniti nazaj to zaupanje, tako da res imamo kontakte z vlado, katera pač nam kroji usodo in seveda mnogokrat smo upoštevani, mnogokrat pa tudi ne. Izkušnje imate z različnimi predsedniki vlad, če rečeva, da ste v prvem mandatu delali 4 leta, zdaj ste bili izvoljeni lansko leto še za 4 leta. Načini predsednikov vlad so različni, pogajanja so pa verjetno povsod trda. Ja, resnično je. Mogoče nas najbolj boli to, da pač katera vlada nam nekaj pred volitvami obljublja, kaj vse bodo naredili, potem, ko so pa volitve, pa je z tega bore malo. Pozabijo na vse te zadeve, kar so nam predhodno pred volitvami obljubljali. Seveda potem se začnejo te politične igrice en drugega in mnogokrat se pozabi na gospodarstvo. Vi poskušate biti ali ste popolnoma apolitični? Ne, jaz sem popolnoma apolitičen in seveda ne znam si predstavljati na tem mestu predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da bi bil politično usmerjen v eno ali drugo stranko. Zakaj? Naši člani so tako v enih strankah, v drugih strankah, verni, neverni in seveda je izredno pomembno, da je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije nestrankarski človek. Koliko vam uspeva potem, ko se pripeljete domov, odložiti ali pa pustiti že v Ljubljani težave, skrbi, ali to ne gre? No, to je pa zelo težko. Moram reči, da velikokrat ali skoraj kadarkoli sem v Ljubljani, ne prihajam ob 2-3, prihajam v 6-7 zvečer domov in seveda zbornico ne moreš izklopiti kar tako. Problemi, kateri se si v njih pogovarjal cel dan, še ostajajo čez noč. Mnogokrat tudi v sanjah se ti pojavljajo tako zjutraj, ko vstaneš, ko zopet greš v Ljubljano. Eni niste probleme tako, da bi rekel, da jih zvečer šele nekje akumuliraš. Koliko je naporna vožnja, glede na to, da se najbrž dnevno vozite, ne živite v Ljubljani? Ne, jaz se dnevno vozim v Velenje. Moram reči, da vožnja ni naporna, ukolikor so ceste kakor toliko prazne. Prej, kar so pa te kamioni, je že tako kot vlakovna kompozicija bila, ceste polne, gotovi se vozijo kar po levi strani, potem rabiš do Ljubljane tudi uro pa pol. Vkolikor so pa ceste prazne, tako normalno prevozne, pa potrebujem malo manj kot uro.
In tretja razvojna os je tista, ki bi vam pa vseeno malo olajšala, če že ne skrajšala pot. Zlasti ta del, a ne? No, moram reči, to pa ne razumem, da se lahko vsako društvo, vsaka civilna iniciativa se pravi nekako negira nekatere zadeve, ko so strokovnjaki, ko že imamo gradbeno dovoljenje, ko obrtništvo, podjetništvo v Koroški regiji, Savinjsko-Šaleški regiji nujno potrebuje in nekdo ti hoče ustaviti gradnjo, katero smo čakali 15 let ali pa še več. To se mi pa res zdi zelo neumno, neodgovorno do teh društev, da ne vidijo, da so tu vzadi mladi ljudje, ukolikor jim ne bomo dali v tej Savinjsko-Šaleški in Koroški regiji možnosti razvoja, se pravi, to je pa predvsem infrastruktura, cesta, katero moramo zagotoviti, pa res ne razumem teh civilnih iniciativ. Leta 2018 sva rekla, da ste bili ponovno izvoljeni za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice za obdobje 4 let. Če primerjate, kakšno je bilo takrat stanje podjetništva in obrti in kakšno je zdaj v tem trenutku, ko nas je hudo prizadela epidemija koronavirusa? Moram reči, da v tem času, kot od leta 2014 do 2018, se je obrtništvo, podjetništvo razvijalo, smo imeli dosti posla, gospodarska rast je rasla, vidite, da smo imeli visoko gospodarsko rast, eno najvišjo v Evropi, v Sloveniji. Seveda moram pa reči, da je to čez noč se vse prekinilo. Mogoče je to tudi signal, da nismo vse mogočni, da lahko vse delamo, kar hočemo. Ena taka bolezen je zdajle prekinila vse posle, postavila slovensko gospodarstvo na tla. Seveda v prvi vrsti je treba vedeti, da želimo tudi na Obrtno-podjetniški zbornici, da so ljudje zdravi, da je čim manj obolelih za to koronavirusom. Na drugi strani pa seveda to je velika škoda na področju gospodarstva. Veste, da je vlada gotovim dejavnostim popolnoma prepovedala dejavnost, se pravi, da nekje enostavno ne morejo potem dobiti nikjer tega prihodka, da bi lahko poplačali delavce, da bi lahko poplačali ostale dejatve. Tu pa moram reči, da je šla vlada nam nasproti, glede delov, da smo lahko dali delavce na čakanje, tisti, kateri pač so imeli te zaprte dejavnosti, ali pa tudi delno in seveda, da je plača te prispevke v obe blagajni država, vlada in seveda 80% nadomestila tega dohodka plača država, to je zelo pozitivno, kar pa za nas ni pozitivno. Pozitivno ni pa zato, da mora podjetnik plačati prej, se pravi, tem nadomestilo tega osebnega dohodka, seveda kljub temu, da nič ne proizvaja. In seveda tega denarja ljudje nimajo. Kolikor pa to ne plača, ne dobi refundirano se strani države. Sicer pravijo, da so ti likvidnostni bančni krediti, moram reči, da banke zelo slabo kreditirajo, čeprav vlada pritiska na njih, da bi morali, ampak to so komercialne banke imajo svojo bančno politiko in dejansko ne servisirajo tega segmenta. Tako da v tem delu sigurno vlada mora nekatere zadeve spremeniti. Znašli ste se, tako kot vsi, v enem takšnem začaranem krogu, ki ga je, tako kot ste rekli, treba na nek način presekati. Ali je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vključena v pogajanja, v pripravo prvega, drugega, tretjega korona zakona? Ja, seveda, moram reči, da smo bili povabljeni, sicer nismo bili v tej komisiji, ko je pripravljala to zakonodajo, seveda smo bili pa povabljeni, da so nam predstavili, v katero smer in tudi smo imeli možnost dati teh svojih pripomb. Če lahko rečem, da zasluga, da imajo danes samozaposleni,
se pravi temeljni dohodek in tudi plačane prispevke, je zasluga Obrtno-podjetniške zbornice. Ne bom rekel, nekateri so to celo nasprotovali na Ekonomsko-socialnem svetu. Potem, ko sem jaz osebno pisal odprto pismo predsedniku vlade, se je pa to tudi spremenilo za te samozaposlene. Tako da upam reči, da zato, da imajo samozaposleni danes ta temeljni dohodek, da imajo samozaposleni plačane prispevke v času tega koronavirusa, je zasluga Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Temeljni dohodek so dobili, že izplačan? Kolikor vem, so ti 350 evrov že dobili izplačan, seveda to za mesec marec, ko je bila ta epidemija razglašena leta, se mi zdi, 13. marca ali 15. ne vem točno. Seveda za april še bodo dobili in seveda potem marc za 3 mesece je to, bodo dobili ta, se pravi, temeljni dohodek in plačane tudi, se pravi, prispevke v obe blagajni. Gotovo pa je, da ne kar tako. Določene stvari morajo imeti dokazane in določene stvari morajo biti skladno z zahtevami. Glejte, to se je zdaj bistveno spremenilo. Gre se za to, da če ima manj kot 10% prihodka od lanskega leta, potem je upravičen do tega temeljnega dohodka in tudi plačilo teh prispevkov in mu tega ni treba vračati. Koliko so vas v tem času za nasvete, za težave, ko so se znašli, klicali obrtniki, podjetniki? Če rečem na leto 2019, pa zdaj v začetku tega leta 2020, da sem v teh 2 mesecih imel več klicev, več mailov, kot prej vse skupaj v 2 letih. Moram povedati, da sem tudi izredno zadovoljen, da so dali tako, se pravi, tako kot meni, zborničnem sistemu, zahvalo, da delamo v pravo smer, da delamo nekaj za obrtnike, da v tistem času, ko so zdaj res obrtniki, podjetniki v zelo težkem položaju, da se trudimo za njih in seveda lahko rečem 99% pohval, 1% je pa bilo tudi takšnih, a ne, ko so bi morali več narediti, bi morali drugače narediti, bi koronavirusa sploh ni, bi morali pustiti odprto vse dejavnosti, tudi takšni so bili, ampak predvsem moram reči pa, da 99% pohval, pa tudi nekatera, da so svetovali, kaj bi bilo še treba, kaj še dodati vladi, povedati, kaj je treba še narediti. Pa še to moram povedati, da kljub temu, da smo v teh kriznih časih, hudih časih, je kar nekaj, smo dobili novih članov ravno zaradi tega, ker so zaznali, da potrebujejo obrtno zbornico ali obrtno-zbornični sistem. Če mogoče čisto konkretno rečete, poleg tega temeljnega dohodka, kaj je tisto, kar ste uspeli doseči v pogajanjih z vlado v teh 1. in 2. korona zakonu, zdaj vemo, da je v pripravi 3. Kaj so tisti dosežki, če tako rečeva, za obrtnike in podjetnike? No, jaz moram reči, da so dosežki so sigurno to, da so samostojni podjetniki dobijo temeljni dohodek, tudi dobijo nosilci dejavnosti ta temeljni dohodek oziroma nadomestilo ljudje, katerih ni bilo treba odpustiti, ko nimaš dela iz poslovnega razloga, da si jih lahko dal na čakanje, da to plača država. Seveda to so te zadeve, ko gredo v pravo smer, ko smo jih tudi pozdravili. Tudi na našo priporočilo so se odprle nekatere dejavnosti, ki seveda so bili prej tudi čisto zaprte. Vse te pomoči moram reči, da so dobrodošle, na drugi strani je pa treba vedeti, če nič ne proizvajamo, nič ne delamo, tudi če dobimo kredite, tudi če je državno poroštvo za te kredite, jih ne moreš vračati, če ne proizvajaš. Zato je treba delati, da lahko ustvarjaš, da lahko potem tudi, se pravi, vračaš te kredite. Seveda pa ni to, da je
so zaposleni, samo njihovi osebni dohodki, prispevki ali kakorkoli. To so še druge zadeve. To je nadomestilo stavbnega zemljišča, to so material, ko je treba plačati, to so elektrika, voda, vse to, kar danes nobeden okoli tega ne govori. Nekatere zadeve so šli v pravo smer in pozdravljamo, seveda pa nismo zadovoljni v prvem in drugem, da niso upoštevali našega mnenja, da niso vključili leasinge, leasing je na vrste kredit, da niso vključili, se pravi, da bi enkrat v Sloveniji uredilo plačilno disciplino, da bi se DDV plačal po plačani realizaciji. Sedaj DDV moramo plačati, ko izstavimo račun državi, potem pa, če dobimo, kdaj dobimo. Če bi pa dobili zdaj, ko izstavimo račun v tistem času, ko je zakonit rok, dobili plačilo računa in tudi država istočasno dobila ta DDV, potem bi se država sigurno pozanimala, da bi pravočasno tudi mi dobili plačane te račune. Kateri obrtniki, podjetniki so lahko zdaj, ko so se začeli rahljati ukrepi, odprli svojo dejavnost in na kak način so jo odpirali? Ja, seveda odpirali so, tako kot sem že tudi povedal, avtoservisne dejavnosti, tehnični pregledi, manjše trgovine do 400 kvadratov, prvo samo z živilskimi, seveda zdaj z 4. maja se odpirajo vse storitvene dejavnosti, vključijo frizerjev, kozmetičarjev, trgovine s tehničnim blagom do 400 kvadratov oziroma nad 400. Seveda velik problem je še pa vedno, da so še zaprte trgovine z tehničnim blagom v teh trgovskih centrih. Včasih moram reči, tudi včasih to ne razumemo, da v trgovskih centrih odprejo, se pravi, frizerske salone in kozmetične, druge trgovine so še pa vedno zaprte. Upamo, glede na to, da pa se po tem Nacionalnem inštitutu javnega zdravja ti podatki so, da se koronavirus v Sloveniji umirja. Upamo, da bo to čim prej odprto. Seveda veste, da velik problem imajo ti avtobusarji, kateri pač vozijo turiste, ti so že od januarja, nimajo dobenega dela, dobenega prihodka, tako da tu imamo ravno danes sestanek pri ministru Počivalšku in pri ministru za infrastrukturo, tako da se bomo ravno o tej zadevi tudi pogovarjali, o prevoznikih, o teh prevoznikih v avtobusih, kateri pač dele tudi poleg turizma, poleg gostinstva tudi najbolj trpijo, se pravi, to epidemijo ali pa koronavirus. Seveda pa, če še lahko rečem, z 4. majem so se odprle tudi terase v gostinskih lokalih. Nekateri pač so odprli, nekateri niso, imajo takšne in drugačne pomisleke. Seveda si pa želimo, da se čim prej odprejo tudi gostinski lokali v celoti. Turistična dejavnost je tista, ki zelo skrbi. Vemo, da je bil turizem v nekem zamahu, razcvetu. Zdajle bo težko. Mislim, da tu noter bo po mojem največji problem. Prvo že, tudi če zdajle vse dejavnosti odpremo, tudi ljudje v glavih imajo še vedno to bolezen, bolj bodo pazljivi na to, bolj bodo še vedno, ne bodo tako se družili, ne bodo, tudi če imajo možnost, tudi v avtobusih se bo odločali za izlete ali se ne bodo. Mislim, da to ne bo trajalo do konca leta, ampak da bo mogoče še kar kako leto, dve, preden da se bo zopet to povrnalo v neko stanje takšno, kot je bilo pred to pandemijo ali epidemijo. Koliko lahko Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tukaj omili stvari? Tako čisto konkretno, razen s kakšnimi dogovarjanji. Je tukaj možna kakšna pomoč strani zbornice? Glede na to, če imate vi v mislih finančno pomoč, to ni možna, zato ker sem že prej povedal, da mi poslujemo s pozitivno nulo, nimamo nekih sredstev, res imamo nekaj sredstev, ko imamo
ustanova za humanitarno pomoč, to imamo v teh elementarnih nesrečah ali požarih, to je nekaj sredstev namenjeno, ne pa za ta virus. Seveda se mi zdi, da dosti velika pomoč je, država ima ta denar, da lahko pomaga obrtnikom in podjetnikom, da se z državo dogovarjamo. Ravno sedaj vsemi temi milijoni, ko se danes pogovarjamo, oziroma milijardah, katere naj bi šle v slovensko malo gospodarstvo ali pa v slovensko gospodarstvo, v to so vključene tako gospodarska zbornica, obrtno-podjetniška zbornica, trgovinska zbornica in seveda druge delodajalske organizacije. S tem denarjem tudi mi usmerjamo, kam bi naj ga država plasirala. Pa ste v ta pogajanja vključeni vi konkretno, recimo vi, obrtno-podjetniška zbornica, imate kakšne svetovalce, posrednike, ki delajo za vas in skupaj z vami? No, jaz moram reči, da sem izredno zadovoljen. Na sami krovni organizaciji v Ljubljani je zaposlenih 58 ljudi, od tega imamo svetovalce, ti, ko delajo na izobraževanju in vse to, to so izredno strokovni ljudje, poslušujemo se bolj malo zunanjih, predvsem delamo to z lastnimi ljudmi v hiši, noter imamo doktorje, magistre, tako da smo kadrsko, moram reči, kar dosti močni in seveda na tak način lahko pomagamo. Tudi jaz, ko ste vprašali osebno, tudi osebno se jaz zavzemam za to, moram reči, da sem skoraj vsak dan na nekem ministrstvu, tudi povabljen sem bil na Brdo pri Kranju, se pravi pri tem interventnem zakonu 1 in interventnem zakonu 2, kateri bi reševal tudi likvidnost podjetij in seveda prihaja še interventni zakon 3, kateri bo pač reševal predvsem tudi gostinstvo, turizem in vse to in te osnutke še nimamo oziroma teh smernic nimamo. Seveda si pa želimo, da kljub temu, da smo opozarjali, da se v interventnem zakonu 1 popravijo nekatere stvari, ki niso v prid obrtnikom in seveda v interventnem zakonu 2 računamo, da se bo to popravilo v interventnem zakonu 3. In kako ocenjujete sodelovanje z vlado? Rekli ste že, da razmeroma dobro. No, jaz moram reči, da po to, kar je, da nas upošteva, da nas pokliče na razne sestanke, da se ministri odzovejo tedaj, ko jih rabimo, da nam ni treba čakati 14 dni, 3 tedne ali pa tako kot je včasih bilo, da pač več mesecev, da smo takoj, da jim lahko povemo te zadeve. Seveda sem pa povedal, da v nekaterih zadevah smo zadovoljni, nekaterih pa nismo. Predvsem v tistem delu, ko pač dejansko ljudje, obrtniki, podjetniki nimajo kje vzeti sredstva in seveda pa nek zakon nalaga, da kljub temu morajo plačati. Prvi val odpuščanja je bil je velik, zdaj pravijo, da bo drugi val odpuščanja takrat, ko bodo vse dejavnosti, vse storitve začele delovati in ko se bo videlo, da morda pa le ni vse tako, kot bi moralo biti. Da bo prišlo do odpuščanja, jaz si sicer želim, da ne bi prišlo do odpuščanja, da bo to čakanje na delo obrodilo neke sadove, da bo se dejansko slovensko gospodarstvo zagnalo, samo koliko imamo pa, bi rekel, s terena informacije, temu ni tako. Govori se, da bo izpad proizvodnje, izpad se pravi pri turizmu, pri storitvenih dejavnostih 50%, potem je pa to se resnično zabati, da bo prišlo do odpuščanja. Zato mi želimo, da se podaljša to čakanje na delo, ne zgolj za 3 mesece, ampak da do konca leta, do tistih najbolj ranljivih skupin v turizmu, gostinstvu in seveda tam, ko pač dejansko so bile obratovalnice popolnoma zaprte, ali pa v tistih se pravi dejavnosti, kateri se dejansko ne bodo morale pobrati čez noč. Kako situacijo vidite tako čisto človeško, čisto osebno naprej? Moram reči, da to, kar sem vam od začetka dejal, da sem optimist,
da bomo Slovenci izplavali, tako smo že mnogokrat, seveda pa moram reči, da sem izredno zaskrbljen. Izredno zaskrbljen, ker ta kriza ni samo v Sloveniji, ta kriza je v celem svetu in treba vedeti, da naše gospodarstvo je vezano tudi na druga gospodarstva po svetu, predvsem na Nemčijo. V Nemčiji govorijo v izpadu proizvodnje, zmanjšanje proizvodnje, to pomeni, da bodo tudi naši podjetniki, katere delajo za slovensko gospodarstvo in imeli manj dela, seveda je pa treba vedeti, če nekatera naša podjetja delajo za podjetje v Nemčiji, katero bo šlo stečaj, je zelo vprašljivo, če bo ta naše podjetje še obstalo. Resnično moram reči, da sem zaskrbljen. Tu še pa nas čaka veliko dela, da se skupaj z vlado, za tistimi, ko nam odločajo, kako in kaj naprej, da se resnično dol usedemo in pogovorimo, kako naprej pri likvidnosti podjetij. Verjamem, da teh 5-6 milijard, katerih je namenjeno za blaženje teh posledic v obliki kreditov ali bančnih poroštev, da bo to daleč premalo. Časi so zahtevni, ampak potrebno je ostati v kondiciji, kako recimo poskrbite za to, da vas pa vendarle vsi dogodki, ki so hudi, ki so težki, ne povozijo. Predvsem zato, da ne vržemo puško v koruzo, tede, ko je pač najtežje, treba še bolj delati, treba iskati nove trge, nove proizvode, treba dati veliko v znanost, v inovativne izdelke. Pač neka taka zadeva pride tudi, da se začneš razmišljati malo drugače, da nisi več v nekem ustaljenem tiru, da začneš tudi razmišljati v novih proizvodnih, novih izdelkah, da tudi v obrtništvu in podjetništvu začnemo razmišljati o inovacijah in seveda povezani tako z inštitutom Jože Štefan, Kemijskim inštitutom in seveda jaz verjamem slovenske obrtnike in podjetnike, da bomo izplavali tudi iz te krize. Ko se iz Ljubljane vrnete nazaj v Velenje, kako se odpočijete, gre? No, jaz moram reči, da se odpočijem, ko imam kako soboto prosto ali pa nedeljo, da tedaj se posvetim se ženo veliko skupaj. Drugač pa, to je edino, drugač pa moram reči, da sem kar v Ljubljani, skoraj vsak dan, razen zdajle, ko je bil ta koronavirus, sem delal od doma, ampak moram vam povedati, da nisem imel, bi rekel, pol ure zašel, še komaj, da sem včasih kavo popil, toliko je bilo teh telefonskih, se pravi, klicev, mailov, seveda je pa tako, če pa ne odgovoriš na te maile, so pa ljudje kar užaljeni, pa rečejo, glej, ni hotel odgovoriti, ni to, tako da se zelo trudim, da čisto vsakmu odgovorim na vsak klic in na vsak mail. Za tisto ljubezen vašo, ki jo v začetku pogovora nisva omenila, za motor ni več časa? To še vzamem, to se še povsedem kako nedeljo na motor, sicer se ne peljem daleč kam, ampak tu mogoče do Šoštanja, do Celja, pa tu nazaj, ali pa na Goro Oljko. Gospod predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Branko Meh, hvala lepa za vse, kar ste nam povedali in seveda vam želimo veliko poguma, veliko vztrajnosti in veliko dobre energije tudi vnaprej, kajti vemo, vsem nam bo potrebna. Hvala lepa vam za povabilo in seveda hvala za dobre želje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala lepa, da ste bili z nama in da ste nama prisluhnili. Lep večer še naprej.